Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V sredo je bila 6. redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Glavne točke so bile rebalans proračuna, občinski podrobni prostorski načrt za območje pod Vitrancem in upravljanje s stavbo Parkater na Dovjem. Občina Kranjska Gora želi za hišo Parkater na Dovjem poiskati novega najemnika. Nekdanja kovačnica, ki je bila pred 2 desetletjema obnovljena z denarjem občine in države in s katero je upravljala razvojna zadruga Dovje, je namreč že skoraj 2 leti zaprta. Krajevna skupnost Dovje Mojstrana in društva v kraju so že pred časom izrazili željo, da stavba še naprej služi enakemu namenu kot doslej, in s tem se je na zadnji seji strinjal tudi občinski svet. Tako da bo občina iskala najemnika, ki bo znal ob gostinski ponudbi zadržati tudi program, ki je pomembno vplival na življenje kraja, to pa so prireditve, delavnice in vaška srečanja, ki po prepričanju mnogih predstavljajo pomembno dodano vrednost domačije v središču vasi. Člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora so v sredo izvedli gasilsko vajo, na kateri so sodelovali tudi njihovi kolegi iz sosednjih društev. Danes smo se urili v reševanju in gašenju v visokih objektih, v centru šolskih in obšolskih dejavnostih, tule v Kranjski Gori. Urili smo postopke na večjih objektih, kjer je šolska mladina prisotna, kjer so težji sami dostopi in večja površina. Predpostavka vaje je bila, da je v 3. nadstropju centra zagorelo v eni izmed šolskih sob, tako da smo mogli prezračati celoten objekt, sprva tudi seveda pogasiti, in že sam osebje centra šolskih in obšolskih dejavnostih je izvedel evakuacijo vseh zaposlenih in šolskih otrok. Na sami vaji so sodelovala 3 gasilska društva, Kranjska Gora, Gozd Martuljek in Podkoren. Skupaj nas je bilo 23 gasilcev s 5 vozili. Osnovnošolci iz Mojstrane so ta teden dobili poseben obisk. Gostili so prijatelje iz Srbije in učence UNESCO šol, ki so jih peljali na planinski tabor. Udeleženci tabora so se zbrali na trgu Olimpijcev v Mojstrani, nato so se peš odpravili do planinskega muzeja, kjer je sledil ogled. Po ogledu so pot nadaljevali v dolino Vrat, natančneje do Šlajmerjevega doma. Tole je zdaj 25. tabor že zapored, tako da kar tradicionalno na naši šoli tudi letos. Udeležencev je letos 40 otrok in sicer naši osmošolci, jih imamo 23, pa potem prihajajo naši gostje iz UNESCO šol, to je UNESCO projekt tudi, nacionalni projekt, in pa naši gostje iz Srbije, iz Beograda prihaja to leto 12 otrok. Tako da plus njihovi mentori, tako da približno 50 različni predavatelji prihajajo in gostje, tako da je kar pestro. In kdo so ti gostujoči UNESCO-vi otroci? To je nacionalni projekt UNESCO mreže in mi povabimo vse UNESCO šole, kjer se lahko prijavijo učenci zadnje triade, se pravi 7. do 9. razredov, in običajno nam pošljajo kakšne goste. To leto jih je 6 iz osnovne šole Gorje, iz osnovne šole iz Bleda in pa iz Presarje pri Radomljah. Gostje iz Srbije so prišli že dan prej, bivali pa so pri družinah v Mojstrani, in to je bila seveda posebna izkušnja. Naš tabor se začne že s ponedeljkom, se začne v naši šoli, ko opravimo z našimi učenci prvi pohod. Včeraj smo bili na Borovljah, kjer je bilo sončno, vsi otroci so prišli tudi na vrh, kar smo posebej veseli, ker nam to ne uspe vsako leto. Potem pa smo nadaljevali z delavnico uporabo defibrilatorja, kjer nam prijazno pomagajo zdravstvenega doma Jesenice in otroke pripravimo pač na prvo pomoč. Potem pa pridejo ti gostje iz Srbije in jih gostijo naši učenci doma, spijo pri družinah, da vidijo malo, kako poteka življenje v slovenskih družinah. V torek smo prišli v Vrata, kjer smo potem pričeli s skupnim bivanjem, nastanjeni smo v Šlajmerjevem domu, v Aljaževem domu pa nas prijazno gostijo, tako da vse obroke imamo tam, pripravljene malice, že skozi vsa leta tudi z hrano zelo zadovoljni in pa seveda z ambientom v Vratih.
Kakšne aktivnosti za goste pa so pripravili? Poleg pohodov, ko se sprehodimo oziroma gremo na pohod na Luknjo in pa Bivak 4, imamo različne delavnice, prikaz reševanja, gorsko-reševalne službe, pa potem predavanje, Jože Mihelič se nam vsako leto tudi pridruži, in pa umetniško-tehnično delavnico, astronomijo bomo si malo pogledali še izven naših zvest, tako da zanimive delavnice in pa zvečer družabni večeri, spoznavni večeri, kviz, zaključni večer, tako da je kar pestro. Srečanje se je končalo na zanimiv način. Srečanje smo seveda sklenili zabavno, veselo, zadnji večer, potem pa v petek so pa naši gostje se že odpeljali nazaj domov proti Beogradu, mi pa še zadnji pohod skozi našo lepo dolino do šole, kjer smo sklenili potem naš tabor tradicionalno v šoli. Treba je poudariti, da so šli otroci peš iz Mojstrane do vrat. Vsekakor. Mi se vračamo nekako k naravi, ne uporabljamo nobenih avtobusov, nobenih drugih prevoznih sredstev, ravno tako nimamo nobenih telefonov, zaželjeno je čim manj tehničnih stvari, tako da poudarek je poleg pohodov, predvsem na druženju, na sobivanju, in to so tiste stvari, ki se nam zdijo zares pomembne, pa tudi ne nazadnje učencem se kaže skozi leta in res stvari odgovarjajo. Ni pa to enkratna izmenjava učencev. Vsekakor moramo poudariti, da to druženje s Srbi ni, da pridejo samo oni k nam, mi se z njimi izmenjujemo naše učence in prihajajo oni k nam že 5. leto. Ravno tako se pa mi tudi v mesecu aprilu oziroma maju odpravimo k njim v goste in bivamo 4 dni pri njih, tudi pri družinah, tako da spoznamo tudi njihovo kulturo. In pač tam spoznamo šolo, delovanje, in to so te izkušnje, ki jih nekako v šoli skozi gradiva nekako človek ne more razložiti. Kakšna šola je to? Kako se imenuje? Imenuje se Aleksa Šantiča na Kaluđerici, druga je pa osnovna šola Milivoja Vasića, ravno tako Kaluđerica, to sta 2 osnovni šoli v predmestju Beograda. Kaluđerica se imenuje. Gorski reševalci so prikazali, kako je videti reševanje v gorah ter kakšno opremo potrebujejo za hoje v hribih. To je prikaz reševanja sten, kjer je potrebno premostiti določene ovire, se pravi, tam postavimo žičnico in te ovire premostimo s žičnico. To je sicer v praksi se sicer tukaj ne uporablja, je pa dokaj impozantno za videti, pa tudi malo adrenalinsko potem za takele otroke, se pravi, radi vidijo, da se malo vozijo po takmole. Zdaj naše delo v hribih je tudi dokaj različno, tako kot sem rekel, to je dokaj impozantno za videti, lahko za narediti, v hribih je pa to veliko katov drugače, se pravi, treba več katov premostiti zadeve tudi z drugim elementom, pa veliko več moči uporabljati, da gre dol. Tako kot je bilo rečeno, reševalne akcije v slabih vremenskih razmerah trajajo tudi po cel dan oziroma celo noč lahko. Poleg vaje je sledil tudi prikaz opreme. Pokažemo večinoma opremo, ki jo uporabljamo v gorski reševalni službi v Sloveniji. To je vsekakor oprema najboljša, kar se jo da dobiti. Tudi kot se pravi pripadniki IKAR-ja oziroma smo tudi ustanovni člani IKAR-ja in tam tudi zvemo, se pravi, vsak let se gre na seminar oziroma na kongres IKAR-ja in tam se izve tudi za novitete, ki se uporabljajo v svetu. Vsekakor to opremo tudi mi nabavimo, če je le mogoče, in jo uporabljamo v našemu pogorju oziroma v naši službi.
In kaj je otroke najbolj zanimalo? Zanima jih vsekakor najbolj vrvi, jih dokaj zanimajo pa nosila tukaj, ki se vidijo potem, ko bojo prišli dol, ko jim bomo pustili, boste tudi videli, kako radi sami probajo nositi oziroma voziti te nosila. Zdaj te nosila voziti tukaj na teh tleh je veliko drugače, kot je pa to v dejanski situaciji. Tam so te stvari veliko težje oziroma je treba biti veliko bolj pozoren na ponesrečenca, ki je nota, se pravi na njegove bolečine, na potrebe poškodb pa vse skupaj. Gostje iz Srbije so prišli iz Beograda. Kako pa so se počutili v krajih pod Triglavom? Pa ceo provod u moj strani ovde, od kako smo stigli, je predivan. Sam taj doživljaj za nas i za decu, jer mi to nemamo priliku u Beogradu da iskusimo. Evo, spust je fantastičan, adrenalin, verujem da će deci biti super. Zato je prvo nastavnica probala da vidi da li je sve sigurno. Od kako smo stigli, 100% verujemo stvarno u sve, divno se slažemo i jako smo srećni što učestvujemo u ovakvoj razmeni da bi naša deca iskusila to što vi ovde svakodnevno možete. Šolarjem je bilo na taboru zelo všeč in česa so se najbolj veselili? Odlično. Prvi put mi je na ziplineu i to ovako visoko. Mislim, možda do njih nije visoko, ali do mene jeste. Nisam znao da ću unazad da se spuštam, ja sam mislio unapred, ali dobro. Bio je adrenalin dobar. I eto, prvi probijam led i tako. Na početku sam se baš plašila, ali sad nije toliko strašno kako sam mislila da je. Ja, naju je v bistvu izbrala učiteljica, ker sva zelo veliko hodila v gore in sva potem prek tega prišle sem. Prihajava pa iz osnovne šole Preserje pri Radomljah. Danes v bistvu ni bilo toliko naporno, včeraj je bilo bolj, ko smo šli na en križ tam gor nekam. Na Borovlje. Ja, na Borovlje. Danes je bilo pa bolj poravnan, pa je bilo tako lušten. Veliko hoje. Preveč. Jako dobro, zanimljivo. Brzo prođe, mogu bi opet da se ide. Jako zanimljivo da kažem. Da se bomo v teh popodanskih delavnicah čim več naučili iz strani Gorske reševalne službe. Včeraj smo imeli tudi uporabo AED-a pa temeljnih postopkov življenja, pa da bomo dobili malo kondicije. Ja, da v bistvu pogledamo, da raziskujemo še Slovenijo, kakšna je še. Pa bilo je jako zanimljivo i bilo je dosta zanimljivih puteva i šume i bilo je baš avantura. Ja, spoznavamo v bistvu nove ljudi, ki jih pa tako naglasi, drugačni načini in je ful zanimivo. Ja, tudi domačini iz moje strani so zelo prijazni, pa smo se zelo hitro poštekali, pa ja. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo zdaj še koledar prireditev. Brezplačno predavanje z naslovom Lajšanje prehladnih obolenj z zelišči bo v torek ob 17. v dvorani Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Predavala bo znana zeliščarka Monika Mulej. Ob ponatisu knjige Josipa Vandota Bele noči ste vabljeni na literarni večer, ki bo v četrtek ob 19:30 v knjižnici v Kranjski Gori. Z Benjaminom Gracerjem se bo pogovarjala Monika Sušan. Odprtje likovne razstave reliefov ob dnevih Evropske kulturne dediščine bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Zaključek projekta Poiščimo korenine naših vasi bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem v nedeljo ob 17. Joga za otroke z Ano Kersnik Žvab bo v ponedeljek 30. septembra v knjižnici v Kranjski Gori.
Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!